Pa začnemo. Spoštovano občinstvo, spoštovani gospod Primož Premzl, lepo pozdravljeni. Kot je bilo omenjeno v uvodnem pozdravu, sodite za kulturno podobo našega mesta in krajev v okolici med izjemno dragocene ustvarjalce, zbiratelje in založnike. Letošnjem letu pa obeležujete tudi 30-letnico svoje založniške in galerijske dejavnosti. Dovolite mi, da vas na kratko predstavim. Mariborski založnik, urednik, publicist, galerist in zbiralec domoznanskega gradiva Primož Premzl, po izobrazbi fizik, v galerijski in založniški dejavnosti profesionalno deluje od leta 1992. Njegova zbirka, ki se uvršča med največje zasebne domoznanske zbirke v Sloveniji, šteje več kot 20.000 enot ter se ponaša z izjemnim bogastvom vedut zemljevidov, načrtov, risb, razglednic, fotografij, drobnih tiskov, knjig, pa tudi steklenih, porcelanastih in keramičnih izdelkov ter uličnih tablic in izveskov za javno rabo. Doslej je uredil, založil in bil soavtor več kot 50 del s področja zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije, med katerimi izpostavimo izdajo popolnega faksimila statuta mesta Ptuj iz leta 1376, izjemno monografijo mariborske vedute, izdajo ampelografskih upodobitev bratov Krojcer, monografijo Novi Maribor v 25-letnici delovanja založbe, pa strokovne monografije o Jožefu Holcingerju, Wilhelmu von Tegetthofu, Hermanu Potočniku, Nordingu, Josipu Huterju in mnoge druge. Je prejemnik Glazerjeve listine za posebne dosežke na področju kulture za leti 2002 in 2012 ter leta 2020 prejemnik Šventnerjeve nagrade za življenjsko delo na področju založništva. Iz antike je znana misel poeta nascitur, orator fit, torej pesnik se rodi, govornik postane, se oblikuje. Kako pa je pri zbirateljstvu? Sami ste zbiratelj, kot ste sami zapisali, odkar veste zase? Najprej bi seveda rad vse iskreno pozdravil. Prav ganjen sem, koliko vas je prišlo. Skratka, potem nekako čutim, da seveda to, kar počnem vsa ta leta, da ima v okolju neko veljavo in skratka res vaša prisotnost mi to potrjuje. Kaj je bilo vprašanje? Skratka, pesnik se rodi, govornik nastane, tako so v antiki rekli, verjetno drži še danes. Kako pa je pri zbirateljstvu? Ste se nekako rodili že s to žilico ali se je izoblikovala s časoma? Ja, s časoma se je izoblikovala. Zdaj, jaz si upam trditi, da smo vsi bili nekoč v otroštvu zbiratelji, deklice raznih teh, sevjetk, prtičkov, fantje smo zbirali morda druge stvari. Tam v zgodnjih 70-ih letih mojega, ko sem bil pač otrok, so seveda začeli izdajati razne albume na temo živali, raznih nogometnih prvenstev, košarkarskih filmov in tako dalje. In to sem jaz vse strastno zbiral in moja starša sta to nekako podpirala in imel sem izjemno veselje. V 70-ih letih je bila ta značkomanija vse splošna, tudi seveda to sem zbiral in kmalu zatem sem prešel na filatelijo. Imel sem mrzlega strica na Dunaju, ki je bil strasten filatelist in ko je prihajal na obiske k nam parkrat na leto, me je navdušil nad zbiranjem poštnih znamk in skratka, to je bilo že neko bolj resno zbiranje. Začel sem zahajati v filatelistični klub v Mariboru in vedno bolj so me te stvari skratka privlačile in nekako sem začel pomalem to tudi raziskovati in skratka, to so taki začetki. Se pravi, omenili ste, da ste bili najprej velik ljubitelj filatelije, potem pa v nekem trenutku pa se je zgodil ta miselni preobrat in v prvi plan so prišle stare razglednice.
kako je ta razvoj potekal? Ja, to se je začelo z začetkom študija, to je bilo leta 1982. V omenjenem filatelističnem društvu so bili razni zbiralci, ki so tudi zbirali stare razglednice. Med njimi je bil, verjetno ga marsikdo od njih vas pozna, Jakob Cigler, imenovan Cicek. In skratka, on je bil ključna oseba, da sem jaz nekako počasi se ohlajal, kar se tiče zanimanja za filatelijo, čeprav sem v celih 80 letih še to zbiral, da sem prešel na zbiranje starih fotografij, razglednic in pol so se enostavno spontano začeli nek razvoj. Začel sem hoditi vedno bolj v Gradec, po antikvariatih, tam so se pojavile stare vedute grafične od 17. stoletja naprej in to me je dejansko res do te mere pritegnilo, da sem začel to strastno zbirati, iskati in seveda v tistem času je še marsikaj bilo možno najti. Morda bi še eno osebo omenil, ki je zelo pomembna v tem mojem razvoju, to je pa Mirko Šoštarič, znameniti naravovarstvenik, verjetno človek, ki se mu imamo v Mariboru za zahvaliti, da imamo najstarejšo trto na svetu. On je namreč bil prvi, ki je v 60 letih začel kot edini naravovarstvenik v tem delu Slovenije hoditi k stari trti in on je bil tisti, ki je naročil te meritve, koliko je stara trta tam leta 72 in pol seveda se je zgodilo vse ostalo. Skratka, on je bil tudi strasten zbiralec vsega tega gradiva in on pa je to zbiral že iz zgodnjih 50 let, ko je seveda bilo možno najti še toliko več stvari, ker pač z leti je vedno manj tega gradiva na tržišču, seveda se vsake toliko pojavi, ko kdo umre ali se kakšna zapuščina najde ali karkoli podobnega, sicer pa je tega gradiva vedno manj. Skratka tako. Tako ste začeli in potem izpopolnjevali zbirko. Zdaj omenila sem že, da ste po izobrazbi v bistvu fizik, naravoslovec. Kdor tega ne ve, bi seveda se čudil in zagotovo trdil, da ste bodisi zgodovinar, bodisi umetnostni zgodovinar. Kako torej naravoslovec postane humanist oziroma koliko naravoslovca je še danes v vas, glede na vaše delo? Zdaj, ob mojem razvoju, skratka, zaključil sem srednjo elektrotehnično šolo in moja ambicija je bila, da bi študiral fizkulturo. Jaz sem celo naredil sprejemne izpite, tu na pedagoški, takrat je šla akademija, in vojaščini so se pojavile težave s hrbtenico in ko sem prišel nazaj, so mi rekli, zdaj, to pa res nima smisla študirati, če že imaš zdaj težave s hrbtenico, ne. V glavnem bilo je 14 dni do začetka študija in ko grem tja na referat akademije, so rekli, ja, veste, sam na fizike še prosto. In tako sem jaz pol postal čez 3 leta predmetni učitelj fizike z polletno skratka, prakso na osnovni šoli Ludvika Pliberška sem pol leta učil, lahko bi tam ostal, ker seveda ta naravoslovni del je bil kar iskan in ni bilo tako enostavno te fizike v Mariboru tudi narediti. Ampak moj klic je šel nekam drugam. Skratka, imam priliko, da se zahvalim še eni gospe, ki je tu, to je Vanda Brvar, ki me je povabila, da sem imel možnost se zaposliti v galeriji Ars. To je bila edina prodajna galerija v 80 letih. In skratka, delo z umetninami, z starinami me je tako potegnilo, da enostavno fizika več ni bila aktualna. 5 let sem se tam izobraževal, izpopolnjeval, spoznaval umetnike in pol, ko se je zgodila ta preobrat, skratka samostojna Slovenija, ta zasebna iniciativa, hkrati pa tudi v tem podjetju Mladinska knjiga, ki je imela to galerijo, nekako so mislili v Mariboru to galerijo opustiti in enostavno edina možnost je bila, da bi šel v ljubljanski Ars službo in to pa jaz nisem želel. Skratka,
odločil sem se, da ustanovim svoje galerijsko podjetje, moram pa seveda za en korak še nazaj. V vmesnem času sem pa spoznal akademskega slikarja Franca Mesariča v Murski Soboti, ki je bil tehnični in likovni urednik pri Pomurski založbi, in ko sem ga enkrat obiskal kot slikarja, mu podaril en katalog ene razstave, ki sem jo naredil ravno na tej šoli, kjer sem učil včasih. Je sledil čez mesec dni klic iz Pomurske založbe, če bi jaz za Pomursko založbo naredil knjigo Pozdrav iz Maribora. To pomeni knjigo starih razglednic Maribora. In seveda jaz sem bil navdušen, vsemi 4 to zagrabil. V glavnem, 3 mesece sem se vsakodnevno vozil z eno staro katrco iz Malečnika, kjer sem takrat stanoval, v Mursko Soboto, kjer se je ta knjiga pripravljala. In jaz sem v tistem času se v osnovi naučil obrti založništva. Tam so bili res stari mački, gospod Sosič je bil direktor, Jože Ternar je bil urednik, Franc Mesarič oblikovalec in še cela ekipa ljudi. In Pomurska založba bila v tistem času ena od pomembnejših slovenskih založb, tako kot Mariborska založba Obzorja in vse ostale drugod. V glavnem, izid te knjige je pripeljal do tega, skratka, takega povpraševanja in interesa za to knjigo, da sem jaz res nekako dobil zalet in vetra v krila, da sem enostavno se začel ukvarjati tudi z založništvom. In prva moja samostojna knjiga je bila umetnostno-zgodovinska monografija z znamenitim dr. Sergejem Vrišarjem leta 1993 in na to je samo šlo naprej. Nekako Maribor mi je postajal premali, kar se tega tiče. Zanimale so me seveda te domoznanske teme, povezane tudi z prej omenjenimi starimi fotografijami, grafikami in tako dalje. In seveda nekako zelo zanimiv se mi je zdel Ptuj tudi. In seveda zelo hitro sem se pojavil na Ptuju, srečal tam dr. Marjeto Ciglenečki, ki je tudi tu prisotna, in začel tudi izdajati knjige o Ptuju, tako da je v teh 30 letih tudi kar nekaj knjig na temo Ptuja, nekaj Maribora, pa seveda sem tudi druge teme obdeloval. Ena od pomembnejših stvari je ta zbirka vedutnih albumov Štajerske od 17. do druge polovice 19. stoletja. Vse to sem delal z znamenitim kastelologom dr. Ivanom Stoparjem, potem še en album vseslovenskih vedut iz sredine 19. stoletja. Pa seveda so še bile druge teme, o katerih se še bomo pogovarjala. Zdaj omenili ste že gospoda Mirka Šoštariča. Pravzaprav jedro vaše zbirke, ki danes obsega več kot 20.000 enot res različnega domoznanskega gradiva, predstavlja ravno mariborski del njegove zbirke. In da ste jo lahko takrat odkupili, ste prodali 4 izjemno redke razglednice. Za temi razglednicami je ena zanimiva zgodba, pa bi mogoče še to povedali. To zgodbo sem sicer tudi opisal v tej knjigi, ki je pred nami, oziroma pred vami, kjer nekako pišem malo historiato mojega zbiranja. Skratka, v teh 80 letih sem na veliko oglaševal po časopisih, da kupujem to pa to, in pol so se ljudje oglašali. In med njim je tudi bil en gospod starejši iz Tirševe z enima imenitima albuma in jaz nisem imel toliko denarja, koliko je on za to pričakoval. Naključje je naneslo na neko srečanje v Ljubljani, ko je šla knjiga Pozdrav iz slovenskih krajev, in tam je dala besedo in pojavi se en zbiralec, ki je rekel, jaz bi šel v Španovijo, da kupimo ta album. V glavnem smo se zmenili za pravila igre, in ker sem jaz bil tisti, ki sem to našel, imel možnost izbrati prvih 5 razglednic. In po intuiciji, ne po znanju, sem izbral prvih 5 razglednic, s katerimi sem pol kupil posredno kompletno Šoštaričevo zbirko.
te razglednice pa sicer kupil en največji evropski trgovec takrat z razglednicami v Münchnu. Skratka, to je bila tako na kratko zgodba tega. Zdaj malo moram popraviti, zbirka Mirka Šoštariča je seveda izjemno pomembna bila in je veliko bilo, je pa seveda to na primer v današnjem kontekstu teh 20.000 enot, ki ste jih, je to mogoče, ne vem, 5%, ne, ja. Se pravi, ampak to je bil nekako temelj, ne? Je pa res, da tistih 5 razglednic jaz nisem hotel prodati vse do tistega trenutka, ko je gospod Šoštarič rekel, veš, jaz bi pa to svojo zbirko prodal, bil je že v letih in pa seveda takrat se je pojavil tako imenovani Jazbinškov zakon in familija rekla tak, zdaj pa denar. In je on imel to možnost prodati in seveda družini kupil to stanovanje. Zanimivo pa je to, stanoval je v ulici Heroja Tomšiča 9, to je v promenadi v mestnem parku in jaz sem izjemno rad k njemu vedno hodil na obiske. To je bila ena taka zelo zanimiva družina, ne. Zdaj, če povem vsi so že mrtvi, ne, lahko povem en detajl, ne. Ko si prišel k njemu po hodniku, vsak je imel svojo sobo, žena, mož, ne, je imel na vratih svoje sobe, je imel prometni znak prepovedano, pa sekira. Spodaj pa pisalo sekiracija prepovedana. Skratka, jaz sem ga neizmerno rad imel in ti spomini na te ljudi, doktor Sergeja Vriščarja, Mirka Šoštariča, pol zelo pogosto je v Maribor hodil, pol bomo ga verjetno kasneje omenila, profesor Jože Curk, verjetno najpomembnejši skratka umetnostni zgodovinar, ki je raziskoval Maribor, skratka iz tega gradbenega smisla. V glavnem, izjemno lepe spomine imam in ti obiski Mirko Šoštariču so me do te mere skratka zaznamovali, da sem pol, ne vem, 15 let zatem kupil v isti hiši stanovanje, kjer živim zdaj. Tak. In pa vsako leto mu nesem na grob svečko. Zdaj zbirko imate res obsežno in pred nekaj časa ste sklenili, da jo boste popisali. Ob tej priložnosti ste izdali tudi knjigo z naslovom Zbirka Primoža Premzla, tukaj si lahko pogledate. Jaz prihajam iz knjižničarskih vrst in vem, da je popis gradiva eno izmed najzahtevnejših opravil, tako da me res zanima, kako ste se lotili tako zahtevnega projekta. Ja, v teh 30 letih, odkar sem začel z založništvom, pa do danes se je marsikaj spremenilo. Ko pogledam nazaj, se mi zdi, da sem začel, ne vem, v kameni dobi založništva, resnično, na kak način so se takrat knjige pripravljale, seveda še prej, še toliko, ne vem, na en bolj enostaven način. Hkrati pa se je vse to, kar se dogaja v okolju, digitalizacija, internet in tak dalje, je spremenil navade ljudi in enostavno na tak način, kot sem jaz knjige izdajal do pred, ne vem, 5, 10 let, danes več ni možnost. Sploh na področju domoznanstva. Zdaj, leposlovje, eno zanimivo, se še vedno vredo prodaja. Točim v teh domoznanskih vsebinah, če nimaš, ne vem, nekih financerjev in da je že v štartu projekt pokrit, enostavno si na začetku naredil izgubo. In seveda sem začel razmišljati, kako naprej z svojo poslovno potjo. In nekako sem najprej seveda pomislil na zbirko in tudi to, da se bo te zbirke potrebno v nekem trenutku posloviti. Ne. Noben od nas ne bo čist nič zraven odnesel, ne, tja na zadnjo pot. Jaz tudi te svoje zbirke, ne, in velika želja pa mi je, da ta zbirka se ne razdrobi, da ostane na enem mestu, nekoč v neki inštituciji. In se mi zdi, da je bilo potrebno v nekem trenutku se odločiti, da se začne z
popisovanjem, evidentiranjem, digitalizacijo in da hkrati tudi, seveda, jaz ves ta čas, kar zbiram, je ta zbirka bila na voljo raziskovalcem za razne objave, knjižne, ne vem, spomini Janeza Lombergerja, vsak mesec mi pošlje seznam 20 fotografij, tako da si moram kar nekaj časa vzeti, da to vse najdem, ne. Ampak seveda z veseljem jaz to naredim, ne, ker pač je točno temu to namenjeno, da pridejo te dokumenti med ljudi. Skratka, nekako pogruntal sem, da bo potrebno začeti sistematično to zbirko popisovati in iskal sem neke možnosti in razpisi Centra kreativnih industrij so se mi zdeli pravšnji, hkrati pa je to sovpadalo tudi z začetkom korone, ko smo vsi bili panični, kako pa zdaj naprej, ne? Da sem v tistem času se prijavil na ta razpis, ki je izjemno kompliciran in zahteven in sem bil najprej uspešen na prvostopenskem razpisu, letos pa tudi na drugostopenskem razpisu. Tako da zdaj zaključujem ta projekt in moram reči, da nekako sem se tudi kar opremil, letos sem si preko tega projekta kupil še eno ognjevarno omaro, predalčnik za grafike, za zemljevide, kompletno opremo za preslikovanje, digitalizacijo z enim stojalom, specialnim fotoaparatom in tak. Tako da, druga stvar je pa seveda, kot rečeno, sama popis. Tu sem pa iskal svojo strokovno pomoč in moram še zdaj eno gospo tu omeniti, to je magistra Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva v Mariboru. Skratka, Pokrajinski arhiv v Mariboru mi je šel izjemno na roko in mi pomaga, res ne vem, če se še da bolj, kot oni meni pomagajo. Skratka, možnost je, oziroma zbirka se že nalaga na to virtualno ta vač program, virtualna čitalnica, ne, arhivska, in do zdaj je popisanih že nekaj preko 3000 enot. 4 mesece sem imel zaposleni 2 strokovni sodelavki, eno umetnostno zgodovinarko, eno arhivarko, pa že lani je tudi popisovala ena muzikologinja, ki ima tudi arhivski izpit, zapuščino profesor Jožeta Curka, namreč družina profesor Jožeta Curka mi je zapustila kompletno rokopisno, tipkopisno zapuščino in to je zdaj že vse popisano in tudi seveda dostopno. Je pa seveda še ogromno gradiva in zdaj treba bo najti neke nove razpise, neke nove možnosti, da se to seveda v doglednem času v celoti popiše in digitalizira. Tako. Zdaj, če se nekoliko sprehodiva skozi področje oziroma posamezne segmente vaše zbirke in začneva pri kartografiji. Rdeča nit celotne kartografske zbirke je prikaz Maribora na zemljevidih od 16. do sredine 20. stoletja. Kaj je značilno za te zemljevide? Ja, zdaj, Maribor kot tak je samo ena pika na teh zemljevidih, ne. V osnovi zbiram in imam, si upam trditi, v Sloveniji največjo zbirko zemljevidov Štajerske od začetka 16. stoletja, pa tudi seveda v 20. stoletju. Tako da ti zemljevidi... Je širše, torej, ne, gre... Ja. Štajerska kot celoti, neka enota, ki je bila Maribor del nekoč Vojvodine, in kasneje. Hranite tudi nekaj najstarejših mestnih načrtov Maribora? Ja, zdaj načrti mestni niso ne vem koliko stari, to so z konca 19. stoletja pa začetka 20. Ne vem koliko starih mestnih zemljevidov, pa nekako se mi zdi, da tudi v arhivu pa tudi v knjižnici nimajo, tako da... No, zanimivo sem prebrala, da dejansko na mnogih teh zemljevidih Štajerske, ne, Maribora sploh ni vrisanega, ne, bil je Ja, na zemljevidi 16. stoletja boste našli Ptuj, Maribora pa ne. Skratka, to je pač posledica neke pomembnosti posameznega mesta, ne.
ki se je pol preobrnila tam v drugi polovici 19. stoletja, ko je pač skozi Maribor stekla železnica. Ja, tako. Omenjali ste že nekaj monografij, ki so plod te naslednjega segmenta, in sicer v zbirki imate tudi okrog 400 grafičnih listov, akvarelov in slik vedut. Nekaj časa ste celo sistematično popisovali vedute v Pokrajinskem muzeju Maribor, kasneje tudi v Deželnem arhivu v Gradcu. Kaj vse obsega ta zbirka? Ja, zdaj, eno je to zbiranje, drugo pa je seveda moja ta založniška ambicija, ki se je zgodila za to prvo omenjeno knjigo Pozdrav iz Maribora. In jaz sem takrat, to je bilo leta 1992, bil pogosto gost pri uredniku založbe Obzorja, to je bil gospod Branko Avsenak. Skratka, ogromno stvari smo se pogovarjali in tudi njemu imam se marsikaj za zahvaliti. Dal mi je neke napotke, kaj bi bilo vse treba še narediti. Pol bomo verjetno omenili tudi to znamenito zbirko bratov Krojcer, te ampelografske upodobitve. Ampak nekak nadgradnja teh knjige razglednic so vedute, ki segajo od sredine 17. stoletja pa do nekak začetka 20. stoletja, ko se pojavi ta manija razglednic in je seveda Maribor bil upodobljen na tisoč in en način na teh razglednicah, ki so bile v tistem času izjemno priljubljene. Skratka, to me je ravno v tistem času, ko še nisem imel svoje galerijice na Grajskem trgu, časa je bilo kar na pretek, sem začel popisovati te stare vedute po inštitucijah. Najprej sem se lotil Pokrajinskega muzeja v Mariboru, tu je treba povedati, da mi je bil vaš oče izjemno naklonjen in sem seveda to imel možnost vse popisati. In seveda pol tudi naprej. Glavnem, ta knjiga Mariborske vedute, ki je bila izdana leta 2004, ena knjig, na katero sem najbolj ponosen, je nastala celih 11 let. In v tisti zadnji fazi, tam leta 2002-2003, sem seveda želel res temeljito pregledati vse arhive, muzeje, kje se to gradivo hrani in jasno, da zdaj najpomembnejša inštitucija za naše kraje je Štajerski deželni arhiv v Gradcu. In moram reči, da sem tam kar nekaj tednov preživel, tak sicer ne zdaj od ponedeljka do petka, ampak enkrat na teden sem si lahko dovolil, glede mojega poslovanja, da sem namenil temu popisovanju in do leta 2004 sem seveda pol popisal vse te tudi avstrijske inštitucije, nacionalno biblioteko na Dunaju, v Albertini imajo na primer tudi eno imeniten akvarel iz konca 18. stoletja in tako dalje. Se pravi, da ste potem dejansko en tak obširen opus sestavili. Ja, v glavnem, ta knjiga je nastala v sodelovanju z Jožetom Curkom. On je napisal to gradbeno zgodovino mesta, razvoj mesta in poglede skozi veduto. Jaz sem pa dejansko naredil kompleten popis tega gradiva od najstarejše slike Maribora, ki se tudi hrani v Štajerskem deželnem arhivu iz leta 1657. To v neki pisarni enega uradnika se hrani najpomembnejši slikovni dokument Maribora. Škoda, ne, pač to ni v Mariboru, ampak seveda v tej knjigi je to objavljeno, obsežno opisano. Tudi na tej sliki se že vidi stara trta Mariboru, to pomeni na najstarejšem dokumentu je že vidna stara trta na Lentu. Izjemna monografija torej. No, pa če se vrneva nazaj, zbirate tudi fotografije. Med njimi so dela tudi pomembnih fotografov, ki so nekaj časa ustvarjali tudi v Mariboru. Heinricha Krapka, Ferdinanda Weitzingerja in Franca Ermna. Kako so zaznamovali mesto, ko so delali tukaj, ustvarjali? Kaj so zapustili?
Zdaj, mogoče bi za začetek povedal, Maribor se lahko pohvali z najstarejšo krajevno fotografijo na slovenskih tleh. To je fotografija glavnega trga, enega inženirja Topolanskega, original hrani Pokrajinski muzej v Mariboru. Vsi ti fotografi, ki ste jih omenili, zdaj najstarejši je ta Heinrich Krapek, se je pojavil v Mariboru, mislim, da leta 1869, predtem so že bili nekateri drugi. Primož Škof je bil, ja, eden izmed prvih, ja. Skratka, ampak v glavnem iz 60-ih let obstaja samo portretna fotografija. Jaz sem pred časom in tudi sem še zadnji moment jo lahko vključil v knjigo ravno od Primoža Škofa, družinsko fotografijo družine Brandisi, ki je bila lastnica Mariborskega gradu. V 70-ih letih pa so začeli ti fotografi tudi seveda s krajevno fotografijo, in seveda predvsem te fotografije sem začel na antikvarnem trgu iskati in zlasti Weitzinger, ne, je ja, no, to je zgodba zase. Weitzinger se je pojavil tam v poznih 70-ih letih 19. stoletja in ob koncu svojega profesionalnega delovanja 1901 ali 1903 je spomin izdal en reprezentančni album z motivi Maribora, okolice, družabnih dogodkov, izjemen album, skratka velikosti, ne vem, če tako pokažem, teže pa ima sigurno 7-8 kilogramov. In ta album sem jaz pred 14 leti kupil na eni aukciji v Salzburgu. In to je tudi ena zgodba, zdaj verjetno ni toliko časa, da bi o tem razlagal, je tudi v knjigi opisana, na kak način sem jaz to plačal in pridobil in konkretno plačal, ker so pogruntali, da bo Premzl to kupil. In so licitirali, ne? Ja. V tem albumu so tudi fotografije Narodnega doma, zelo dragocene, ker so vidne v bistvu stenske poslikave, kjer prav v tem Weitzingerjevem albumu je ne samo Narodni dom ob otvoritvi, tudi frančiškanska cerkev je bila v celoti poslikana. In seveda to se je skozi desetletja izgubilo, kdaj se je v Narodnem domu so se te poslikave izgubile, ne vem. V glavnem, to je v bistvu edina dokumentacija v tem albumu, da se ve, da je celoten Narodni dom bil v notranjosti poslikan. Tako da je toliko bolj dragocen in sem sam nase ponosen, da sem jaz takrat to kupil in si moral celo od enega Ptujčana denar sposoditi, da sem jaz to lahko odnesel. Zdaj razglednice sva že omenjala, seveda vsi nas navdušujejo stare razglednice v različnih tehnikah. Kaj pa nove razglednice? Jih tudi načrtno hranite? Se pravi po letu, ne vem, 45? Ja, imam posebej tudi, sicer zaenkrat še v nekih škatlah za čevlje, te razglednice, ampak sem že naročil posebne škatle tudi za to zbirko. Seveda, jasno, to je dokument časa, ki ima svojo veljavo. Je pa res, da niso več te povojne razglednice, sploh tam po letu 70, toliko vsebinsko bogate, ne, ker prikazujejo v glavnem te turistične atrakcije oziroma pač najlepše arhitekturne stavbe, dočim te razglednice izpred 100 in več let pa so zalagali in izdajali trgovci, gostilničarji in to so res imenitni posnetki, ki kažejo neko štimungo vzdušje tistega časa in so tudi iz vseh mogočih zornih kotov zelo pomembni, ne, od etnološkega, zgodovinskega, kulturno-zgodovinskega. Tako da seveda te naši zanamci ne bodo mogli toliko preko teh razglednic spoznavati, kako smo živeli in kaj je vse bilo. No, vse glede na digitalno dobo pa se jim ne piše. Ja, jaz mislim, da popolnoma izumirajo, ne. Sicer tu, ne vem, vidim, on neke avtorske razglednice je izdal
preko Reisefiberja, tako da eni še niso obupali. No, omenila bi še mogoče samo drobne tiske. Med njimi je en prav poseben dokument, prava trofeja ste sami zapisali, ki ste odkrili med množico predmetov na podstrešju neke stavbe v Gorkega ulici. Gre za listič generala Maistra. Če mogoče še o tem kaj poveste? Ja, to je pač bilo eno od teh malih odkritij in tudi, kot sem omenil, v časopisu sem imel pogosto oglase, da kupujem, iščem in tako dalje, in potem so ljudje klicali vseh mogočih koncev krajev in med drugim nekdo iz tega naslova, Gorkega, ne vem, 14 ali koliko, in so me spustili na podstrešje, pa so rekli, lahko odneseš, kaj češ, ne, in potem sem vas, vem, da sem mesec dni čutil, zdaj verjetno nekateri poznate tisto občutek, ko je prah, taki stekleni in pol, ko da je še samo ena taka opna drži, loči meso od kože. V glavnem, to je bilo tistega prahu, ampak bilo je seveda vredno tam po tistem podstrešju brskati, namreč med vsemi dokumenti tudi izjemno zanimiva pisma so bila z poštnimi žigi druge okupacije Koroške iz leta 19, izjemno redki žigi. Med njimi je pa bil en neugledni listič, prepognjen, in ko sem pogledal ta listič, je v bistvu bila izkaznica, ki jo je Rudolf Maister izdal 23. novembra 1918, da njegovi častniki razorožijo mestno Schusswache. V glavnem, to je unikatno ohranjen dokument na to prevratno noč in jo vedno znova rad kje objavim, tudi v tej knjigi sem jo, bila je pa tudi objavljena ob 100-letnici prevrata v eni izjemno zajetni monografiji o Rudolfu Maistru, ki je izdala založba Mladinska knjiga, in bil sem takrat počaščen, da so me izbrali za likovnega urednika oziroma urednika za slikovno gradivo, tako da sem seveda jasno to takoj prodal pod narekovajih to knjigo, ne? Pa še kaj drugega. To je zame izjemno. Je pa res, da seveda, če povem eno prigodo, to je moralo biti tam v poznih 80-ih letih, ko sem jaz to našel. Seveda sem ves navdušen tekel v muzej narodne osvoboditve, ne, in tam, ko so videli to, nekako so tako bili zelo zadržani, ne, in v glavnem, najprej nisem vedel, za kaj gre, ne, in potem so mi povedali, da je seveda od tega gospoda, to je bil en Franc, en od njegovih sinov je bil celo pilot v jugoslovanski vojski, se ne spomnim priimka, kakorkoli, je bil pol v nemški vojski, tisti, ki je bil pilot. In to je bil že zadržek, da na primer muzeju to ni bilo zanimivo kot artefakt, no, grozno, no. Sej, pol se je stvar popravila, ob 100-letnici je bil ta listič razstavljen tudi v muzeju NOB, tako da to lahko govorim za dobrih 30 let nazaj, ne. No, med tem fondom je tudi kar en obsežno število plakatov, med njimi tudi plakati SNG Maribor, ki so tudi del posebne zbirke. Zbirko ste dobili tudi, oziroma ste jo kreirali, da tako rečem, tudi iz zapuščine nekdanjega intendanta, tako, Radovana Brenčiča. Še mogoče, kako ste do tega prišli? V kontekstu Radovana Brenčiča, to je bil en policijski inšpektor, ki je postal leta, ne vem, 22-23. Med 22 in 31 je bil, ja, v SNG. Ravnatelj Mariborskega narodnega gledališča in sva ključna oseba za to, da je Maribor ostal gledališče. Skratka, v Beogradu so zlobirali, da je seveda bilo dovolj denarja, da je to gledališče funkcioniralo. V glavnem, to je podobna zgodba s tistim prahom in s tistim občutkom na prstih, ko sem, ne vem, prišel v neko vikendico nad Šmarjami pri Elšah, kjer je Radovan Brenčič imel vikend. In
to je bilo malo pred tem, da bodo vse v keson zmetali, sem jaz to po podu tam pobiral in neverjetne dokumente, celo, ne vem, pisma, ki jih je pisal znameniti Branko Gavela, ki je režiral v Mariboru, ne vem. Gospodu Glembaju. Tako, ja. Glavnem, take stvari so tam tudi bile, no. Delno pa je seveda ta zbirka plakatov pa povezana, ne, z eno kompenzacijo. Leta 19, ko je bila 100-letnica SNG Maribor, sem bil izjemno počaščen, da me je dramaturg Vili Ravnjak, pa tudi direktor Danilo Rošker, da sta me povabila, da sem pa urednik za slikovno gradivo za monografijo ob 100-letnici. In jaz sem res zagnal v ta projekt in delal, ne vem, enih 8 mesecev od jutra do večera. Na koncu se je zgodilo, da pa ni dovolj denarja za to, kar jaz počnem, ne, in pol smo kompenzirali in sem dobil pol zbirko 180 plakatov. Oni so seveda imeli te plakate kot duplikate, ne, da ne mislil, da so to njihovi unikatni. Na tak način sem tudi prišel. Sem pa seveda pol zmes, ko sem to knjigo pripravljal in tudi imam eno žilico, ko znam malo animirati ljudi, pa da vprašajo, kdo ima kaj. Na koncu se pojavil en gospod, ki je bil nečak od ene baletne plesalke. Miller se je pisala, dekliško pa Erman. V glavnem, že pred vojno je plesala in skratka zdaj v vseh teh knjigah, ki se pojavlja, je post festum, zdaj gospa Danica Dolinar pripravlja zgodovino baleta na Slovenskem, je pred 14 dnevi odnesla celo škatlo fotografij iz te zaloge. Skratka, pač to gradivo vedno znova prav pride in je pa res, da še ni evidentirano in da se bo to zgodilo s časom. Zdaj omenjala sva seveda že kar nekaj monografij, ki so seveda povezane neločljivo z vašo zbirko. Če se zdaj skoncentrirava še na založništvo kot tako, sami pravite, da gre glede na število izdanih naslovov, pa tudi glede na tematiko, za butično založništvo, torej, ki je vsebinsko vezano na Maribor, Ptuj, Slovensko, Štajersko. Prvo knjigo Pozdrav iz Maribora sva že omenila, mesto na razglednicah v letih 1892 do 1945. Če imava v misli zgodovinski razvoj mesta skozi slikovno podobo, je Pozdrav iz Maribora glede na vsebino nekako naslednica do sedaj najmenitnejše monografije o mestu Mariborske vedute, ki sva jih tudi že omenila. Izšle so ob 750-letnici mesta leta 2004. No, obe omenjeni monografiji pa zaokroža delo Novi Maribor, ki predstavlja mesto v letih med obema vojnama. Knjigo ste izdali ob 25-letnici svoje založbe. Požela je veliko navdušenje, bila tudi razprodana. Njen oblikovalec Matjaž Vencelj je na Slovenskem knjižnem sejmu zanjo prejel nagrado za najbolje oblikovano knjigo. Celo v nominaciji za knjigo leta je zasedla 2. mesto. Kako ste jo zasnovali? Ja, nekako, kot ste omenili, hotel sem dejansko Maribor v vseh teh svojih edicijah prikazati po slikovni plati od najstarejših podob mesta, to je iz druge polovice 17. stoletja, pa vse, ne bom rekel do danes, ampak naprej gor. Skratka. In te razglednice sicer so pokrivale tudi delno obdobje med vojnama, ampak to medvojno obdobje se mi je skozi literaturo, skozi časopise, ki so postali dosegljivi na Dlibu, z branjem teh člankov in tako dalje, toliko zanimivo, da se mi je zdelo vredno, da pa je treba temu obdobju posvetiti posebno knjigo. Razmišljal sem, koga bi povabil kot enega zgodovinarja, etnologa, umetnostnega zgodovinarja, oziroma predvsem etnologa, zgodovinarja. In nekako
spominu sem imel, da sem včasih z dr. Maja Godina-Golja dosti sodeloval tam v 80-ih letih in ona je tudi izdala takrat eno, mislim, ne vem, ali je bila diploma ali doktorat, Družabno življenje v Mariboru med obema vojnama in se mi je to besedilo zdela primerna osnova za to knjigo. Pol, ko mi je Maja oddala besedilo, pa sem začutil, da se mi zdi, da še mi vedno nekaj manjka, ne? In potem sem začel jaz to obdobje še dopolnjevati z zanimivimi zgodbami od predstavitve mariborskih županov, ki so bili izjemno pomembni, od Juvana in vseh ostalih. Mariborski teden je bila izjemno pomembna prireditev, vse od tistih nekih obrtniških sejmov iz tam leta 22 naprej, pol Mariborski kino, Mariborski otok, seveda kot fenomen in center družabnosti v poletnih mesecih od leta 30, do rdeče luči tudi v mestu in teh žalostnih zgodb, ki so bile s tem povezane. In pa pol zaključek z to grozečim, skratka, to, kar se je pač začelo pripravljati, v bistvu se je že sredi 30-ih let v Mariboru vonjala vojna. Vedno bolj so postali ti Nemškutarji glasni in nekako zaključim pač z eno tako res lepo zgodbo enega mariborskega tovarnarja, da se ne morem spomniti, kako se je pisal v Melju, Rosnerja, seveda, ki je rešil na desetine judovskih deklet, ki so jih tu preko avstrijske meje tam v letih 41 do začetka vojne nekako so prišle v Maribor in pa z enim eno Glazerjevo pesmijo, ki jo je v nemščini napisal oficirju, ki je stopil v njihovo hišo, preden so jih izselili v Srbijo. Skratka, s tem sem zaključil, seveda obdobje vojne mi je tako grozno, da nekako je to bilo seveda zaključek. Ja. Še posebej ste gotovo ponosni na faksimilirano izdajo Statuta mesta Ptuj iz leta 1376. Izšla je leta 1998 v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ptuj. V tistem času je to bil najstarejši rokopis slovenskega založništva izdan v faksimilirani obliki. Gre za izjemen projekt. Kako je nastajal? Ja, skozi vse te reference, ki so se zgodile v tistem času, me je Zgodovinski arhiv na Ptuju povabil, če bi jaz speljal ta projekt in res, v glavnem, mislim, da je v finančnem smislu in tudi v tehnično zahtevnem smislu to najzahtevnejši projekt, ki sem ga delal. Sam če povem, da je vsebina bila tiskana v eni specializirani tiskarni v Grazu, ki dela samo faksimile. Vezavo pa je opravil en gospod Štavt, ki je celo življenje bil restavrator za srednjeveške knjige v Narodni univerzitetni knjižnici in platnice te knjige so iz bukovega lesa. Skratka, od to tudi pride naziv Bukvice, ne? V glavnem, to je bil res mega projekt. Ko smo šli na zadnjo korekturo, barvno, preden se je knjižni blok začel tiskati, je cela ekipa 6 ljudi potovala z letalom v Wolfenbüttel. To je eno mestece, ki je velikosti Celja, ima pa eno najbolj znamenitih knjižnic nadvojvode Avgusta, kjer se ta ptujski srednjeveški statut hrani v unikatnem izvodu. Seveda takrat še ni bilo tiska, ko je ta statut bil izdan. V glavnem, res ta tudi odziv na izdajo je bil tudi v Nemčiji, Avstriji, predvsem v teh nemško govorečih
deželah izjemna ta statut, tako da sem res ponosen na to obdobje. Pač faksimilo sem naredil 2, 3, ostalo te vedute štajerske, to so reprinti, ker nekateri ne ločijo med reprintom pa med faksimilom. Zdaj o tem nem razlagal. Skratka, hočem tudi to reči, kar sem zapisal tudi v vodniku, da mi je dejansko v teh letih od leta 1992 pa predvsem do leta 2008, ko se je začela ta gospodarska kriza in je založništvo popolnoma padlo, vsaj 1/3 slovenskih založb je propadla, jaz nekako se obdržal. V glavnem enostavno takih projektov več ni možno izdajati in sem dejansko hvaležen temu času in vsemu temu, kar se je zgodilo, da sem jaz to lahko naredil. Seveda morava še omeniti prelepo izdajo ampelografskih upodobitev bratov Vincenca in Konrada Kreutzerja, ki pa je doživela svetovni sloves, saj je bila leta 2003 uvrščena v bibliografijo zgodovine in kulture vina Renate Schöne. Je tudi nepogrešljiv vir za preučevanje evropske zgodovine ampelografije. Kaj vse ste vanjo zajeli? Znova moramo omeniti Branka Vsenaka. Skratka, verjetno ga nekateri poznate pod psevdonimom Dionizij Amfora. Ja, v glavnem gospod je pisal take poljudne knjige o vinogradništvu oziroma o vinoljubju in dejansko je on mene opozoril na to zbirko, ki se hrani v kmetijskem zavodu v Mariboru in dejansko sem jaz pol čez leto ali 2 po tem najinem zadnjem pogovoru potrkal na vrata tega zavoda in si to zbirko ogledal in ko sem videl te slike v živo, so me tako prevzele, da sem eno poletje spet enkrat na teden tam cele dopoldneve preživel, da sem to zbirko popisal. In pol sem z tega naredil eno tako malo študijo, tako kot bi rekli, eno tako diplomo ne za faks, ampak za višjo šolo. Povabil sem tudi eno prijateljico, ki je restavratorka za papir, živela pa je v Rimu, Karmen Čorak, Mariborčanka sicer, in je ona tudi z tega restavratorsko-konzervatorskega vidika zbirko opisala in jo vrednotila, kaj bi bilo potrebno narediti. In s tisto publikacijo, ki sem jo dal vezati, neko knjigoveznico, smo štartali na projektu FAR programa. Takrat so bili ti programi zelo aktualni in na področju kmetijstva so znali ti kar precejšnje denarje dobiti za take projekte. In omeniti treba še eno gospo, to je gospa bom pozabil. Takrat je bil direktor gospod Ambrožič kmetijskega zavoda in on je tudi izjemno podpiral to izdajo. Skratka, leta 2001 je ta knjiga izšla z neverjetnim odzivom. Jaz sem pol pošiljal to knjigo po celem svetu, celo znameniti enologinji Janice Jackson v London. To so same pohvale prihajale, namreč ta zbirka je dejansko edinstvena v svetovnem oziru, prikazuje sorte vinske trte iz 30 let 19. stoletja. Vedeti pa je treba, da tam v drugi polovici 19. stoletja je 2/3 trtnega sortimenta uničila trtna uš. In je to edino slikovno gradivo v svetovnem merilu. In ravno danes, ne vem, pač na Facebooku malo tako se tudi igram in je ena pesnica neko provokacijo napisala na temo Frankfurta 2023 in sem se tudi jaz oglasil in se je že oglasil kurator. Skratka, Frankfurta 23, to je očitno postalo zdaj glavna komunikacijska neka sredstvo.
Že takoj napisal, naj pošljem ponudbo oziroma naj pošljem opis tega projekta, ker se mi zdi, da če katera knjiga iz moje produkcije bi si zaslužila, da je prevedena v nek tuj jezik, v angleščino, nemščino, je to ravno Krojcerjeva zbirka ampelografskih upodobitev, ker je pač to res svetovna tema, vinogradništvo in s tem se res lahko pohvalimo. Mogoče celo bolj kot Staro trto. Sej v tem muzeju, koliko sem slišal, je glavno slikovno gradivo, so ravno te slike Krojcarjeve. V glavnem, leta 19 je šla druga dopolnjena izdaja in da se vrnem k onem Weitzingerjevem albumu, ravno v tem albumu so se našle noter fotografije, kako so bile te Krojcarjeve slike prezentirane na štajerski sadjarsko-vinogradniški šoli pod Kalvarijo. Tam v bistvu so bile kot učni pripomoček. Kot učni pripomoček so bile, ja. In so seveda tudi ene relativno slabo ohranjene, ampak še nekaj moram povedati in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. V kontekstu prve izdaje je Zavod za turizem Maribor, ki ga je takrat vodil gospod Razdevšek, so pridobili ena sredstva, da se je ta zbirka restavrirala in konzervirala in je zdaj tudi primerno hranjena v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. Skratka, to so bili eni taki pomembni koraki, ki so se zgodili na račun te knjige, na kar sem res vesel in ponosen. No. V vašem umetniškem kabinetu je prav tako izšlo kar nekaj monografij, ki so osvetlile spomin na velike osebnosti, ki so pustile sledi v Mariboru, naprimer viceadmiral Tegethoff, Herman Potočnik, Nordung, Josip Hutar. Za monografijo o Hutarju je avtorica doktorica Jerneja Ferlež prejela tudi Glazerjevo listino za leto 2009. Kako so nastajali, recimo temu, biografski projekti? Jih je kar nekaj. Ja, jih je kar nekaj, vsakim bi lahko marsikaj povedal, ampak ne smemo biti predolga. Res o Hutarju, pa o Tegethoffu, pa o Nordungu bi vsakim lahko 1 uro govoril. Začnemo pri Hutarju. Hutar je seveda mariborski fenomen in Jerneja je nekako v nekem trenutku v Pokrajinskem arhivu odkrila zaplemni zapisnik družine Hutar in iz tega nastala knjiga, ki je imela neverjeten odziv. Prva naklada je bila razprodana v 2 mesecih, potem se je zgodila druga, potem je prišel Peko Hutar, mlajši Hutarjev sin v Maribor z ženo. In to je bil v umetnostni galeriji, mislim, da 8. februarja 2009 neverjeten dogodek. Ne vem, če je že bilo kdaj toliko ljudi v umetnostni galeriji kot takrat. Skratka, pač zgodila se je pol ena izjemno lepa zgodba v kontekstu Hutarja. Jaz sem postal dejansko družinski prijatelj z Hutarjevimi. Nazadnje sem bil z Orlandom Uršičem, ki je letos izdal oziroma napisal knjigo Krušni oče na temo familije Hutar. Smo bila na Nizozemskem, jaz pa sem bil pred sinom že tudi pred 12 leti povabljen tudi v Maastricht. Zmes pa se je zgodila še ta predica. Namreč edina želja Peka Hutarja je bila, da ta skulptura predice se postavi nekje na javno mesto kot spomin na njegovega očeta in na njegove delavce. Skratka, nekako si zaslugo pripisujem, da sem jo rešil, ker je že bila v eni garaži v Skokah. O propadu MTT-ja verjetno, ne? Ja, ko je, skratka, MTT tekstil šel v stečaj, bil je v privatnih rokah, je ena od zadnjih stvari, ki jih je tisti bivši lastnik pač hotel še domov odpeljati, je bila tudi predica. Ne? In pol nekako je bila kar ena akcija, da se ta predica pol nekako znašla in je sedaj v avli Muzeja narodne osvoboditve. Nisem še pa vedno obupal, da pa bo ta predica kdaj na nekem javnem mestu. Lahko bi bila tudi v parku tega muzeja, pa bi bilo čisto v redu. Tegethoff,
Skratka, mene tudi zanimajo zgodbe nekih zamolčanih ljudi, osebnosti, ki so bile pomembne v zgodovini tega mesta. Tegetthoff je zgodovinska osebnost svetovnega formata. Pač, ker je bil Nemec, se o njem ni smelo govoriti, sicer pa si upam trditi, da če ne bi Tegetthoff te bitke pri Visu dobil leta 1866, bi večina vas hodila v Italijo na morje, ne pa na Hrvaško. Mogoče bi komu bilo bolj všeč, ampak skratka, tudi Slovenija seveda ne bi imela morja, ne? Ker dejansko je Italija hotela, takrat, ko se je združila in so dobili od Lombardije, Benečije in tak dalje, so skratka kot neko češnjo na torti so hoteli še pa Dalmacijo in Istro. In v bistvu je bila ta bitka pri Visu ključen moment, da se to ni zgodilo. In to je rojen Mariborčan, ki je najbolj zaslužen, da se to ni zgodilo. In seveda, ker je bil nemškega rodu, se o njem ni smelo kaj dosti govoriti in nekako začeli smo že za 145-letnico bitke pri Visu. Tu ima tudi seveda male zasluge gospa Dunja Bezjak, ki živi oziroma ki je delno Višanka, pa tudi seveda pol v času EPK Univerzitetna knjižnica Maribor z dr. Vlasto Stabar na čelu, da je bila velika razstava. Par let zatem pa je bila 150-letnica bitke in takrat sem pa rekel, tak, zdaj pa treba knjigo narediti. In sem seveda jo naredil in je imela neverjeten uspeh. Namreč o Tegetthoffu je 101 knjiga v tujini, ker on je res zvezda. Zdaj, če greste na Dunaj, najvišjega spomenika na Dunaju nima Marija Terezija, ampak ima Tegetthoff na Prateršternu. V glavnem, in zdaj kaj, naprimer, tej nemško govoreči publiki, ki pač pozna to zgodovino in jim je to zanimivo, ponudi, da bo seveda ta knjiga tudi zanimiva. In rešitev je bila v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, kjer se hranijo Tegetthoffova pisma, ki jih je on svoji mami pisal v Maribor. Pa tudi, mislim, da županu, v glavnem, ta pisma smo transkribirali, prevedli in za Avstrijce je to bilo popolnoma nekaj novega, kar niso poznali in je dejansko bil neverjeten odziv pri tej knjigi. Jaz sem sicer sanjal ves ta čas, da bom tudi en mali muzejček o Tegetthoffu naredil, pa sem že celo imel na FB-ju profil, muzej v nastajanju, ne vem kaj, ampak to sem zdaj že zmes pozabil. Čeprav seveda imam ogromno stvari, ki sem jih v tem času kupil, nekatere objavil v knjigi, večino pa seveda ne. Nordung, ja, skratka, ta zgodba nesrečna, ko se je to nesrečno vitanje začelo pojavljati, ne? Predtem pa mene obiskoval en gospod, bil je profesor ustavnega prava, ki je tak enkrat na 14 dni prihajal na predavanja v Maribor in prva postaja, ko je prišel v Maribor, smo jaz bil, ne? Na glavnem, na Grajskem trgu, ne? V tej luknji, verjetno se spomnite, ne? No in on je meni razlagal, ne, o Nordungu in vitanju in tak dalje in potem sem videl, da on nekako prireja to zgodbico sebi v prid, ker je on pa bil rojen vitanju, ne. Ja. Skratka, potem se je zgodilo ta Nordung center in enostavno v kontekstu tega, da pa je seveda tudi se vedelo, da je Herman Potočnik preživel otroštvo v Mariboru, se mi je zdelo vredno, da od Pulja, Pazina, kjer je državni arhiv za Istro, do Dunaja naročim in poiščem vso arhivsko dokumentacijo o njem. In z te dokumentacije sem jaz to zgodbo sestavil, napisal knjigo. Verjetno bolj pomembna kot knjiga je pa to, da sem v nekem trenutku preveril tudi v zvezi z njegovim pokopom na Dunajskem centralnem pokopališču in
potrkam tam na vrata uprave evangeličanskega dela pokopališča, verjetno nekateri od vas se že bili na Dunajskem pokopališču, to je eno največjih pokopališč v Evropi, ne vem, v eni liniji ima 6-7 kilometrov. Z avtom se pripelješ do groba lahko, ker je tako veliko to, ne. Moraš pa nekaj plačati, ne. V glavnem potrkam na to upravo in mu povem, kaj iščem, začne gledati. Je rekel, ja, on je tu, ne. Skratka, grob Hermana Potočnika je veljal za prekopanega in neznanega. V glavnem, ta moja iskalna akcija je pripeljala do tega, da sem jaz tisti dan našel lokacijo, kjer je bil Herman Potočnik pokopan. Seveda to lokacijo obiskal, njegovega imena jasno, da na tej spominski plošči ni bilo, ker je pač ni imel družine. Svakinja je nekaj časa plačevala najemnino, ko je ostarela, pa je pozabila in so enostavno drugemu dali v najem in tisti drugi so novo ploščo kupili, pa prekrili oziroma zamenjali. Tako je zginila sled za njim. Skratka, pač, seveda prva misel mi je bila, da je potrebno postaviti nek tako imenovani kenotaf, ki je sedaj postavljen v neposredni bližini tega mesta, kjer je on dejansko pokopan. Aprila 2014 je bil velik dogodek na to temo na Dunaju in najpomembnejša stvar, ki se je zatem zgodila, je bila pa ta, da je dunajski župan 14 dni za tem dogodkom razglasil ta grob kot častni grob in od tistega trenutka za to grobno mesto skrbi in najemnino plačuje mesto Dunaj. Tako da to so ene take zgodbe, vse bi še jih lahko več povedal, ne vem, letos, ko sem z Markom Koširjem izdal knjigo Arnoldu Tovorniku, sem poskrbel, da je na novo postavljeno poprsje Arnolda Tovornika, ki je bilo pred 10 leti ukradeno z pokopališča, pa verjetno bi še lahko naštel, da se ne preveč hvalil. Ravno ste uspešni, ja, pri postavitvah spominskih obeležij. Zdaj, ponekod pa se vendarle ni šlo, in sicer pri Nikoli Tesli in Rudolfu Maistru. No, predvsem nekako ne morem preboleti tega, da nam ni uspelo postaviti grobnice po načrtih Jožeta Plečnika ob 100-letnici prevrata. Skratka, to je bila izjemna zgodba, ampak vse skupaj se na koncu spolitiziralo. V glavnem, jaz si upam trditi, da če bi se to zgodilo na Dobravskem pokopališču, bi imeli še eno dodatno točko, ne bom rekel turistično, ampak pomembno točko. V glavnem, ko sem omenil Dunajsko pokopališče, eni ljudje cel dan preživijo na Dunajskem pokopališču in hodijo od groba do groba si ogledovati zadnja mesta teh znamenitih ljudi, od Beethovna, Huga Wolfa in tako dalje. Vsi so tam pokopani na Dunaju. No, v glavnem, na Dobravi bi lahko imeli to monumentalno grobnico Rudolfa Maistra, ampak se ni šlo. Tako da mi ni vseeno, ampak pač tako je. Pri Nikoli Tesli pa je tudi nekaj podobnega. Najprej smo načrtovali eno spominsko ploščo, tam na vogalu Partizanske oziroma Mlinske, pol so neke večje ambicije, bila je že celo kipar Mirko Bratoša naredil eno zelo zanimivo skulpturo. Ampak, če odkrito povem, v tem mestu ni pravih sogovornikov, da bi lahko se o tem pogovarjal, pa da bi se lahko kaj premaknilo. Tako da včasih pa ne bom rekel, da obupam, ampak tak. Pravite, da se priprave vsake knjige lotite tako, kot da je vaša zadnja. Zdaj, jaz sem prepričana, da vaša nedavna izdaja, ki ponuja 30-letni vpogled v vaše založništvo, ni poslednja. Kakšni so vaši načrti? Trenutno je v pripravi ena izjemno obsežna monografija o klasični gimnaziji v Mariboru.
nastaja na pobudo akademkinje gospe Šelih in ona celo tudi financira to izdajo. Je pa kar nekaj avtorjev in to bo en pregled najpomembnejših in dijakov, ki so bili kasneje v življenju uspešni, profesorjev, tudi en zgodovinski pregled, tako da to bo, mislim, da v roku par mesecev od zunaj. Se pravi, to je... Pa to lahko izdam, ne, drugače pa ne vem. Ne. Da me ne bo kdo kdaj za jezik držal, da sem nekaj rekel, pa nisem izdal. Se pravi, po korakih, v redu. Najlepša hvala, gospod Primož Premzl, za današnji izjemno zanimiv pogovor. Hvala pa tudi vam, drago občinstvo, da ste si vzeli čas in prišli. Ne odidite še domov, ostanite še malo v naši družbi in želim vam prijeten večer.